Lepo pozdravljeni vsi obiskovalci, vse obiskovalke. Čakamo še na pričetek. Veseli nas, da ste ob tako zgodnji uri že tako pridni in da ste lahko ustvarjali tako tišino. Majčkeno ste nas presenetili, ampak kar veselo še majčkeno pokramljajte. Lahko si privoščite še kakšno besedo. Počakali bomo seveda na predsednika vlade, ki bo vsak hip tukaj in potem tudi uradno začel z dogodkom. Tako da ne nas pustiti v taki tišini. Bodite kar glasni, potem vas bomo poprosili za tišino. Drage dame in gospodje, spoštovani visoki gostje, posebej seveda predsednik vlade kot dolgoletni podpornik programa in pa vsi partnerji. Dobrodošli na zaključku 4. kroga Partnerstva za spremembe. En tak spontan aplavz. Hvala. To je bil torej uvodni, uradni del nagovora. Seveda pa bo današnje dopoldansko druženje zelo sproščeno in kreativno in glede na zgodnjo uro je prav, da se majčkeno še ogrejemo. In sicer potrebovali bomo različne stvari, najprej naše glasove. Recimo, da na 3-4 poveste vaše ime, jaz mislim, da ne glede na uro to ne bo tak velik problem. Probajmo. 3-4. Toni. Bravo, odlično nam gre. Glasove imamo, potem druga stvar, ki jo bomo rabili, bodo seveda ploski, tako da majčkeno ogrejemo ta del. In sicer, dajmo takole ploskati v takem ritmu, ki bo glede na to, da se bliža fuzbal, vedno hitrejši. Bravo, odlično nam gre. In še ena stvar, ki jo moramo narediti, majčkeno se moramo ogreti. Recimo, majčkeno ogrejemo obrazne mišice. Vse, kar rabite narediti, je, da najprej globoko vdihnete. Zdaj pa vdihnete tako, da ves zrak probate zadržati v vaših obrazih. In sicer izgleda to tako zelo smešno, ampak mislim, da vam bo ratalo. Ok. Pa probamo recimo še majčkeno takole roko dvignemo, pa še drugo roko malo dvignemo, naredimo en krog z glavo in si damo en glasen aplavz. Bravo mi! Ogreti smo! Kot rečeno, danes vas bomo potrebovali velikokrat z vašimi glasovnimi spretnostmi, z vašimi aplavzi, majčkeno boste tudi seveda kdaj kakšno roko dvignili, ampak da ne prehitevam, najprej hvala vsem za sodelovanje. Partnerstvo za spremembe je začelo ledino orati leta 2014, ko so bili postavljeni temelji nove, bolj inovativne vrste sodelovanja med javno upravo in gospodarstvom. Ob zaključku 3. kroga so se rešitve na 5 izzivov javne uprave že implementirale v sistem. Torej, videli smo dejanske rezultate in s partnerstvom za spremembe dokazali, da si večina želi delati dobro in ustvarjati pozitivne spremembe. Če ne verjamete meni, dajmo povprašati tiste, ki so v programu aktivno sodelovali v teh 4 letih. Recimo, da si zaploskate oziroma dajte aplavz tisti, ki ste v teh 4 letih bili udeleženi v kateremkoli programu Partnerstva za spremembe. Ok, mislim, da je bil ta aplavz dovolj dober znak in pokazatelj tega, kako široka in seveda pomembna skupina ste. Hvala vam za sodelovanje, medtem ko letošnji izziv je bil pa prelomen. Namreč, kako nadgraditi že uspešno delo, ko nekaj narediš dobro, ko delaš to odlično, kako potem to odličnost peljati še naprej. In na lanskem zaključnem dogodku smo izrekli vizijo, da bi Partnerstvo za spremembe postal nacionalna platforma sodelovanja. In ravno to se je zgodilo. Že septembra je bil objavljen javni natečaj s provokativnim naslovom Navdušite nas s problemom. In so nas navdušili namreč. Tudi letos so bili tako na natečaju izbrani izzivi, ki so učili sodelovanja in združevanja različnih znanj, sektorjev, organizacij v okolje, kjer je možno in mogoče soustvarjati. Da pa ne prehitevam, bomo naredili en tak taktičen, praktičen preizkus sodelovanja. Recimo, na 3-4 rečete prvo besedo, ki vam pade na pamet. 3-4.
Super, mislim, da ste se presenetili. Zdaj pa na 3-4 probajte reči besedo sodelovanje. 3-4, sodelovanje. Mislim, da nam je vsem jasno, kaj se je lepše slišalo oziroma kaj je zvenelo predvsej bolj usklajeno. In v tem sodelovanju oziroma v duhu slodelovanja, kot smo mi rekli, bo minil tudi današnji dan. Najprej pa, kakšni so bili temelji sodelovanja med ljudmi nekoč in kakšni so danes? To nam bo razložil antropolog, znanstveni sodelavec Slovenske akademije znanosti in umetnosti, raziskovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v Ljubljani, docent na Filozofski fakulteti v Ljubljani in ustanovitelj največje evropske prireditve z področja aplikativne antropologije z naslovom Zakaj svet potrebuje antropologe. Ne iskreno povem, da so to samo nekatere izmed njegovih titul, je izjemno sposoben in veseli smo, da je danes tu v naši družbi. Dajte en velik aplavz doktorju Danu Podjedu. Dan, prepuščam ti oder. Se slišimo? Najprej hvala lepa za ta aplavz, Toniju seveda za predstavitev vseh teh titul, ampak imam še eno bolj pomembno titulo. A veste, kaj se je zgodilo včeraj? Dobil sem 1000 prijatelja na Facebooku. Se lahko ploskate. Natančneje, ne samo prijatelja, celo prijateljico. Moja 1000 prijateljica na Facebooku je Nina Langerholz-Čebokli, ki jo mnogi med vami celo poznate. Pripravil sem nekaj vprašanj za vas, da ne boste samo vi spraševali mene. Se mi zdi bolje, da jaz vas nekaj vprašam za začetek. Veste, kaj me zanima? Ali je kdo v tem prostoru, torej tisti, ki je v tem prostoru in je prisoten na Facebooku, Twitterju, LinkedInu, Instagramu ali kakršnem koli drugem socialnem omrežju, naj prosim dvigne roko. Lahko dvignete roko? Gledam, če kdo ni dvignil roko. Mislim, da so to tiste redke zvezde, ki še niso omrežene. Zdaj pa naslednje vprašanje. Je kdo med vami, ki je na vseh teh omrežjih in ima manj kot 150 prijateljev? A lahko dvigne roko ta oseba? Mislim, da 3-4, zanimivo. No, zakaj je ta številka pomembna? O tem bi rad govoril v tem kratkem predavanju, o zelo posebni številki 150, ki jo imamo vsi v glavi in ki se je dostikrat ne zavedamo. Še eno retorično vprašanje. Saj veste verjetno, da tisti, ki imate 1000, 2000, 3000 prijateljev na Facebooku, da to niso vaši pravi prijatelji. To je bilo bolj retorično vprašanje, seveda. Ker ljudje imamo v glavi neko omejitev 150, ki mu rečejo tudi Dunbarjevo število. Robin Dunbar je namreč britanski antropolog, ki je odkril nekaj zanimivega in presenetljivega, namreč, da je od velikosti neokorteksa, torej možganske skorje, odvisno, koliko prijateljev lahko držite v glavi. In ljudje, vsi ljudje, imamo zelo veliko možgansko skorjo, ampak še vedno imamo v glavi omejitev 150, kar je precej več kot drugi primati. Ampak več kot 150 ljudi ne moremo razumeti kot našo skupnost, kot del naše ljudi, s katerimi bi šli, kot pravi Dunbar, na pijačo, ko bi jih srečali recimo tule v preddverju in z njimi poklepetali in nam ne bi bilo ob tem neprijetno jim zaupati kakšne osebne stvari. Torej, ta številka je tako pomembna, da nekatera podjetja, kot je recimo Gor, verjetno jih poznate po obuvalih iz materijala Gore-Tex, intuitivno uporabljajo mejo 150, zato da določijo, koliko ljudi bo v vsakem od proizvodnih obratov.
Izkazalo se je namreč, da če je ljudi v tem proizvodnem obratu več, ne delujejo več kot skupnost. Niso več povezani med sabo, se ne družijo v prostem času. In kako so to v podjetju Gor rešili? Zelo preprosto. Tako da imajo pred vsakim od teh proizvodnih obratov točno 150 parkirnih prostorov in ko začnejo ljudje parkirati po travi, je čas, da naredijo nov obrat nekje v bližini in razselijo ljudi, jih naredijo iz njih dve skupini in potem zasnujejo na ta način dve novi celici, ki spet rasteta do te meje 150. In ta številka 150 se pojavlja marsikje v človeški zgodovini. Recimo ljudstva v preteklosti so, oziroma skupnosti v preteklosti so rastle do te meje 150, potem so se nekateri od njih razselili po svetu. Vojaške skupine imajo celo to omejitev 150. Torej v vojaških formacijah, kjer je več kot 150 ljudi, se ljudje ne počutijo več povezani drug z drugim, niso pripravljeni žrtvovati recimo življenja za nekoga, ki ga ne poznajo dovolj dobro. Tako da ta meja je izjemno pomembna in na njo dostikrat pozabljamo takrat, ko kopičimo prijatelje po Facebooku in drugih omrežjih in mislimo, da je v kvantiteti prednost, v bistvu prednost v kvaliteti odnosov z manjšo skupino ljudi. No, v projektu, v katerem zdaj sodelujem, in sem zelo vesel, da so v skupino inženirjev vključili tudi antropologe, smo to številko 150 posebej poudarili med tako imenovanimi 10 razvojnimi zapovedmi. Namreč razvijamo neko tehnologijo, s katero bi ljudje spodbujali, da živijo bolj zdravo in bolj okoljsko odgovorno, da porabijo manj energije v stavbah. In med zapovedmi so tudi umirjene tehnologije. To pomeni, da ljudje ne želijo, da jim tehnologije diktirajo življenje in da vam telefon kar naprej zvončklja in vam pove, kaj morate narediti. Potem javna zaobljuba. In vsa ta pravila, vseh teh 10 zapovedi izvira od ljudi. Mi smo jih vprašali na različnih lokacijah po Evropi, kaj si želijo, kakšne tehnologije naj razvijemo zanje. To je v bistvu tudi bistvo antropološkega, k ljudem usmerjenega pristopa. Torej, javna zaobljuba. To pomeni, da morate, če želite doseči spremembo, kar je seveda povezano z današnjim dogodkom, to tudi javno povedati. To pomeni, da mora biti vsaka zaobljuba javna, če želite doseči spremembo pri sebi in v skupnosti. In seveda to, da naredimo skupnosti do velikosti 150. To je recimo približno taka skupnost, kot je danes v tej dvorani, ker se potem ljudje še počutijo povezane med sabo. Pripravljeni so med sabo sodelovati in pripravljeni tekmovati z drugimi podobnimi skupnostmi. Tukaj sem pripravil še projekcijo 4 razvojnih korakov, s katerimi razvijamo potem take tehnologije. In ker se zavedamo problema, namreč, da se razvoj dostikrat v podjetjih začne, ali pa na splošno raziskovalno-razvojnih skupinah, s tem, da se usedejo ljudje v neko dvorano, direktor, vodja razvoja, direktor marketinga, pa še kdo, in potem začnejo razvijati neko rešitev za ljudi, brez da bi ljudi sploh vprašali, kaj si želijo, kaj potrebujejo in brez da bi sploh vedeli, kdo so tisti ljudje, katerih probleme rešujemo. Tako da bistveno je, da to številko 150 in da ne gremo čez to številko 150, ko izvajamo raziskave o tem, kaj ljudje, ki jim dostikrat pravimo uporabniki, želijo. In ko to predstavim inženirjem, me dostikrat čudno gledajo, pač prav v tem projektu Mobistal, v katerem smo pripravljali 10 zapovedi, sem jim povedal, da bomo delali raziskavo na skupini 35 ljudi.
In potem so me vprašali, ko smo imeli prvi uvodni sestanek, 35 milijonov? Ne, 35 tisoč? Ne, 35 ljudi. To vi mislite resno? Jaz seveda mislim resno, zaradi tega, ker teh 35 ljudi bi mi radi res spoznali, radi bi vedeli, kaj oni počnejo v vsakem trenutku svojega življenja, kako uporabljajo tehnologije. Radi bi šli z njimi na kavo ali pa na pivo, radi bi jih spoznali do podrobnosti. Problem tega, čemur danes pravijo veliki podatki, namreč je, da z njimi lahko izvemo, kaj ljudje počnejo, kdaj ljudje nekaj počnejo, kam hodijo, kje se gibljejo, s kom se srečajo. Ne dobimo pa bistvenega odgovora na vprašanje, zakaj? Zakaj nekaj počnejo? In sam zagovarjam mnenje, da moramo združiti oboje, torej povezati velike podatke z bogatimi podatki, ki jim pravijo big data, in povezati s tem, čemur pravimo thick data, in se posvetiti vsakemu človeku in izvedeti o njem čim več. Na ta način dobimo potem ljudem prijazne, uporabne in pa smiselne rešitve, ne pa take, ki jih bomo uporabljali samo zato, ker jih uporabljajo tudi drugi. Da zaključim, 1000 ljudi je meja, ki sem jo dosegel včeraj, in mogoče je ta rezultat dober. Ne bom se ustavil, šel bom še naprej, mogoče do 2000, in mogoče obljubim nagrado celo tistemu, ki bo moj 2000 prijatelj na Facebooku. Ampak še vedno mislim, da je prav, da se posvetimo vsak od nas, tistim 150, ki jih imamo za svojo skupino. To so tisti ljudje, ki jih lahko držimo v glavi, ki vemo, kaj počnejo med sabo, da razumemo njihove odnose, da vemo, s kom je Nina poročena in kaj počne Miro v prvi vrsti. Še izziv za vas, za konec, potem pa končam. Prej sem pokazal tole sliko in tu je še ena zapoved, namreč javna zaobljuba. Ste za to, da skupaj naredimo en poskus? Predlagam naslednje. Danes pohvalite 3 ljudi, ki jih imate za svojo skupnost. 3 ljudi. Dovolj je, če jim poveste kaj lepega, če jim predlagate, da, ne vem, ali pa če jim poveste, da imajo v redu pričesko ali pa da imajo lepo obleko, ali pa jim poveste kaj, s čimer jim boste polepšali dan. Zanima me, če ste pripravljeni sprejeti ta izziv in če lahko dvignete roko vsi, ki boste storili danes to. Mislim, da so vse roke v zraku in jaz upam, da je to naslednji korak do sprememb, ki so gonilo tega projekta. Hvala lepa. Hvala za uvodni nagovor doktorju Danu Podjedu. Nisem še omenil, Dan, čudovito srajco imaš. Danes izgledaš perfektno. Ena. Hvala res za odličen nagovor, ki nam bo marsičem služil danes, ko bomo seveda govorili o sodelovanju, o spremembah in o partnerstvu. Dokaz za preseganje stereotipov in tisti teti iz ospredja, ki sta partnerstvo gojili od samega rojstva naprej, sta Nina Langerholz-Čebokli, vodja kabineta na Ministrstvu za javno upravo, in Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija, ki jo vabim na oder. Takole, pravzaprav vaju moram za začetek vprašati, na kakšen način
tule smo dali še en mikrofon, lahko pa mislim, da tudi s tema dvema operiramo. Sodelujeva, Že vidiš. sodelujeta. Ajša in Nina, gre za unikatno pobudo, ki je nastala tako, kot pravite sami, v hecu, med pogovorom o tem, kakšna prihodnost čaka Slovenijo. In zdaj me zanima, kako se je pravzaprav začela ta ideja. Slišal sem nekaj o eni pripetiji na pici in pivu, pa me zanima, glede na to, da imamo tu 2 stola, pa mizico, a bi lahko mogoče vidve odigrali en tak prizorček, kako je to izgledalo pred 4 leti, ko ste spodbudili idejo partnerstva za spremembe. Ni problema. Kje pa je pica, pivo? pica, pivo. Toni? Za pivo je malo Mislim, če problem, hočemo ker biti smo dosti realni, ne? zgodni. Ampak pica, mogoče bomo eno brezalkoholno pivo, pa pica, oziroma predstavljajte si, tole je pica, tole je pivo. Odlično. Vse. In dajmo to videti. A smo za? Ja, dajmo videti, kako se je začelo partnerstvo za spremembe in kje je bilo pred 4 leti. No, zanima nas, kako vidite... Ne, veš kaj, čist nič se ne slišimo, vi delate nekaj, mi delamo nekaj, mislim, tole ni Ampak mi bi nič. radi sodelovali, Ja, pa mi bi nas ne tudi radi, a razumete. ne, pa mi tudi ne. Ja, kaj ćemo narediti? Pa k nam pridite, pa boste videli, da delamo. Ja, pa dajmo zamenjati, ne? Ja, Dajmo z zamenjati lahkoto. malo. Se pravi, vi Okej, pridete k dogovorjeno. nam, mi k vam za en teden. Mi na ministrstvo, vi pridete v firme. Tako, ja, Dajmo, zmenen. narejen. Takole. Ok. Vmesno sporočilo, če jo potrebujete za kakšno filmsko vlogo, se obrnite na agenta. Odlično so Po tole mojem ne bo šlo odigrani. najboljše, ampak jaz moram vseeno, Dan, odlično frizuro imaš. Ena narejena. Vem, da Dan je to naredil zato, ker bo danes slišal 150 vsaj pohval boš slišal danes. Moram vprašati, pravzaprav, kaj se je potem dogajalo s samim partnerstvom? Kako je pravzaprav nekako je, vse skupaj program rasel kar samostojno in kako pravzaprav lahko rečete, so bili ravno ljudje, njihova volja in energija tisti, ki so v teh 4 letih bistveno vplivali na to, kar je danes? Veš, Toni, jaz mislim, da vse stvari, ki jih poenostavimo, oziroma ki izgledajo zelo enostavne, ker se morajo zgoditi, potem, ko gledamo za nazaj, izgledajo enostavno. Jaz pa vendarle mislim, da je bilo takrat potrebno veliko pogumna, po eni strani gospodarstva, po drugi strani tudi strani javne uprave, v prvi vrsti gospoda Koprivnikarja in seveda tudi predsednika vlade, da je imel ta pogum in vizijo, da je znal pogledati širše. Kajti, ko smo začeli s tem, je bilo kar nekaj vprašanj strani compliance v podjetjih, ja, pa zdaj bo pa prišli, pa bo pa vse vedeli, pa bo pa videli, kaj pa zdaj, ja. In verjetno tudi na strani ministrstva si predstavljam. Enako je bilo. Prišli bojo, prodajali bojo, nekaj bojo hoteli od nas, pogodbe bojo hoteli, ne? In to je bilo treba zelo imeti pogum, kot si rekla Ajša, no? da se da tudi drugače. Ampak potem se izkaže, če delaš res z namenom sprememb in partnerstvo za spremembe je bil s tem namenom oblikovan in kar mene izjemno veseli, je to, da je rastel zaradi ljudi in mislim, da nas je več kot 150 v tem prostoru, pa veliko več kot 150 jih je sodelovalo v partnerstvu, pa vendarle smo občutili neko skupnost, za katero si pripravljen iti korak dlje. Tako da Dan znamo tvoje teorije nekoliko spremeniti oziroma gospodu Dambarju povedati, da Slovenija pa zna sodelovati tudi drugače. Super, hvala za odgovor. Se mi zdi, da ste zajeli pravzaprav ravno to bistvo. Ne? Lani smo se veliko pogovarjali o tem, kako zrušiti neke stereotipe in ravno partnerstvo za spremembe je seveda velik dokaz tega, da se te stereotipe uspešno ruši. Zanima pa me, kaj vam pravzaprav pomeni letošnje leto, 4. krog partnerstva. Kaj se vam zdi, kaj ste se same naučile v letošnjem projektu oziroma v letošnjem programu? Ja, partnerstvo je skozi pretekla 4 leta nekako dokazalo, da gre za dobro idejo, da gre za eksperiment, ki je sam rasel in potem postal z letošnjim krogom tudi del sistema, se pravi, ni več samo partnerstvo nekaj, kar se igramo tisti, ki imamo to željo, ampak je dobil tudi svoje mesto pod soncem, postal je resnično vseslovenska platforma sodelovanja, tako da eksperiment kot sam dokazuje, da gre za pravo stvar, da si ljudje v bistvu želijo bolj kot biti zaposleni, imeti svobodo pa priložnost, da so ustvarjajo in da v tej svobodi so dovoljene tudi napake in vsi smo ljudje in v resnici želimo sodelovati. No? To je zame tudi en največjih learningov, stvari, ki sem se jih naučila, no? Tudi za naprej. Če jaz dodam moje spoznanje, je to, da dejansko vsi skupaj želimo pustiti sled in veliko od nas seveda to dela tudi zaradi tistih, ki jih imamo doma, zaradi tistih 150, pa ne samo 150, tudi 2 milijonov. In
Kar sem se jaz naučila, je to, da že ko mi čakam 5. krog, danes pa seveda, da vidimo izvrstne projekte. Kako pa pravzaprav to nadaljevati v tej maniri še boljše, še uspešnejše? Kaj pravzaprav lahko pričakujete oziroma kaj pričakujemo od partnerstva za spremembo v naslednjih desetletjih, stoletjih? Najprej poglejmo odlične projekte danes in potem, ko naredimo 4. krog, gremo v 5. Super, jaz mislim, da se lahko zahvalimo z enim velikim aplavzom. Slišali smo en kup uspehov, ki jih je v teh letih uspelo narediti partnerstvu za spremembe. Hvala še enkrat tetama iz ospredja, Nini Langerholz-Čebokli in Ajši Vodnik. Odlično sta se znašli in kot rečeno, tudi za tale igralski del bomo še premislili, kako vaju lahko seveda čim bolj izkoristimo. V bistvu v partnerstvu ste, oziroma smo, kot smo slišali, ljudje. Nekaj smo v letošnjem krogu že spregovorili, medtem ko boste več informacij povedali Brina in Jelena. Če sta bili Nina in Ajša teti iz ospredja, sta Brina in Jelena teti iz ozadja. In sicer na strani Ministrstva za javno upravo in MČEM Slovenija skrbita, da partnerstvo za spremembe teče tako, kot mora. Pravzaprav za začetek, Brina, kaj lahko rečemo, kako ste zastavili letošnji 4. krog partnerstva? Ja, letos smo se odločili, da bomo šli malo širše in da bomo k sodelovanju povabili vse, ki prepoznavajo pomen naših vrednot, ki jih verjetno tudi vsi poznate. To so drzna odgovornost, igriva inovativnost in partnersko sodelovanje. In tako smo povabili k sodelovanju gospodarske organizacije, širši javni sektor, nevladne organizacije in pa znanstveno sfero. In naj spomnim na tvoj javni natečaj, Navdušite nas s problemom, septembra smo ga objavili. Iskali smo izzive, ki vplivajo na večjo kakovost in boljše poslovno okolje in presenetili ste nas. Dobili smo jih kar 31, ocenila jih je 4-članska komisija, izbrala 5, te pa so se predstavili na našem uvodnem dogodku. S pomočjo glasov preko Facebooka in samega občinstva pa smo izbrali 3 najboljše. In kateri so ti 3 izzivi? Snežna Kepa rešuje izziv, kako prepoznati in obdržati talente v gospodarstvu. Združenje Menedžer se ukvarja z vprašanjem, kako Slovenijo očistiti papirnatih računov. Inženirke in inženirji bomo, pa se sprašuje, kako z ambicijo Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi navdušiti 300 tisoč Slovencev. In evo, veseli smo, da smo naredili ta korak naprej in da smo naše sodelovanje še bolj okrepili. Super, hvala še enkrat Brini in Jeleni, tetama iz ozadja za razlago vsega, kar nas danes še čaka. Hvala. 3 skupine so torej vsaka na svojem področju oblikovale rešitve in tedne so se pripravljali za ta dogodek, pisali so scenarije, vadili so, trudili so se, kako vam čim bolj eksaktno v teh 7 minutah, ki jih imajo na voljo, predstaviti njihovo delo. In seveda bo vse skupaj, poleg vas, spremljala tudi res stroga žirija, gostov in komentatorjev, ki bodo dodali k vsebini seveda svoje izkušnje. Čas je, da spoznamo današnjo žirijo oziroma komisijo, rečemo jim ljudje, ki bodo s svojimi izkušnjami obogatili slišano. In sicer na oder najprej vabim gospod Liljano Kozlovič, generalno sekretarko vlade. Pa gospod Nevenko Kržan, senior partnerko v podjetju KPMG ter predsednico MČEM Slovenija. Pa gospod Barbaro Domicel, generalno direktorico Microsofta Slovenija. Gospod Tino Divjak, vodjo zagovorništva Centra nevladnih organizacij Slovenije. In gospoda Žigo Vavpotiča, predsednika upravnega odbora podjetja Outfit 7. Pozdravljeni, hvala. Danes boste naša komisija, ki boste seveda pozorno poslušali vse predstavitve. Izvolite, kar usedite se. In kot rečeno, slišali bomo predstavitve 3 različnih programov, projektov, ki so bili v letošnjem letu izbrani kot izzivi, ki so nas navdušili s svojimi problemi. In začenjamo s prvim. Najprej bomo predstavili projekt Kvizum oziroma Kvizum.
Obe naglasitvi sta pravi, ki so ga oblikovali člani pobude oziroma projekta Inženirke in inženirji bomo, s katerimi že vrsto let po šolah promovirajo vpis na naravoslovne smeri. Slovenci smo, kot vemo, narod izumiteljev in zato Kvizum navdušuje mlade za inženirske poklice s spodbujanjem zavedanja o slovenskih izumiteljih. Čas je, da z aplavzom pozdravimo prvo skupino Inženirke in inženirji bomo. Pred 3 leti sem bil na polletni Erasmus izmenjavi na Portugalskem v Lizboni. Nora izkušnja. Spoznal sem ogromno enih ljudi iz cele Evrope. Med njimi tudi zelo dobrega prijatelja Jorenca iz Valencije, iz Španije. Spoznala sva se po enem od uvodnih predavanj na kampusu, ko sva šla na pivo, pa pristopi do mene, me pozdravi. Hey man, how are you? I'm Jorenc. Spa, hey, I'm Matjaž, how are you doing? Hey Matjaž, where are you from? Potem pa jaz tako zadržano, I'm from Slovenia, you know, the small country next to Austria and Italy. On pa, Slovenija, yeah, I know it, Herman Potočnik Nordunk and Talking Tom. Ampak ne, ni bilo tako. Povedal sem mu, da sem iz Slovenije, on pa, Slovenija? In takrat sem se zamislil, zakaj se Slovenci ne predstavljamo bolj samozavestno? Zakaj ne bi tudi ostali vedeli, da prihajamo iz dežele, kjer je doma inovativnost? Matjaž je imel problem. Da bi ga rešili in da bi se znali Slovenci bolje predstaviti, smo razvili slovenski kvizum. Sestavlja ga 62 vprašanj, ki smo jih razvijali mladi v projektu Inženirke in inženirji bomo. Z njimi pa dokazujemo, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Recimo, kdo je izumil razpršilo za parfum? Inovacijo, ki jo danes uporablja cel svet. Tako je, Peter Florjančič, Slovenec. Naslednje vprašanje. Kje so našli najstarejše kolo z ojnico na svetu? Malo bolj na glas? Pri Vrhniki. Na tem ozemlju smo inovirali že pred 5000 leti. V kateri državi je največ strokovnjakov za umetno inteligenco na prebivalca na svetu? V Sloveniji. In še malo težje vprašanje, katera inovacija je otroke razbremenila nošenja težkih šolskih torb? Namig, vidite jo lahko tudi na odru. E-učbeniki. Prosim, kolegi, če si lahko še nekdo to zabeleži za naslednje vprašanja. V tem primeru pa smo mislili na rolljet, katerega uporabo demonstrira Nace. Slovenski kvizum je zaživel na spletnem naslovu talentismo.si 7. januarja letos. Ravno na 125. obletnico smrti Jožefa Štefana, ki je seveda tudi v kvizumu. Naš cilj v partnerstvu za spremembe je bil doseči 300 000 ljudi in dokazati, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Od začetkov do danes je kvizum povezal več kot 100 organizacij, dogodkov ali pobud in večina med njimi in tudi med vami nas je od takrat spraševala, smo dosegli cilj 300 000 ljudi. Smo ga, kaj mislite? Ja? No, jaz ne vem. Vem pa, kdo ve. Matjaž, smo dosegli cilj? Pa poglejmo rezultate. Slavnostno odpiranje. Od 7. januarja do danes je spletno stran obiskalo 114 000 ljudi. Hvala. Kviz je reševalo kar 55 000 unikatnih reševalcev. In v 5 mesecih smo zabeležili 58 medijskih objav. Hvala. Ambicija je bila doseči 300 000 Slovencev in Slovenk. Kaj menite, nam je uspelo? Sporočilom, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev, smo po oceni dosegli 500 000 Slovencev. Tole pa se zasluži en velik aplavz, kaj ne? In kako zdaj naprej? Bom jaz prevzel, Matjaž. Sem geograf
in kot tak dobro poznam Slovenijo. Pa vendar mi je slovenski kvizum dal nek nov način spoznavanja naše dežele. S kolegom astronavtom potujeva po Sloveniji in obiskujeva različne dogodke, kjer spoznavava ljudi različnih poklicev. Pa vendar je vsem skupna ena stvar in to je radovednost. Pridejo k nama in rešujejo kviz na telefonu, na računalniku ali pa tudi na tablici. Tu se sprostijo in se navdušijo nad idejo, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev. Seveda je obvezno tudi fotografiranje z astronavtom. Nekako takole. Najino popotovanje sva pričela na Cisco Connect dogodku na Bledu. Nato sva ga nadaljevala na AMČem poslovnem zajtrku. Kasneje sva lovila tudi sončne žarke v Portorožu na Microsoftovi NT konferenci ter na inženirskem forumu IRT. No, na kakšnem rojstnem dnevu še nisva bila. Pa vendar vas vljudno prosiva, da naj jo povabite na kakšen vaš dogodek v podjetje, občino ali pa na upravno enoto. Kamorkoli, kjer lahko stopimo skupaj za boljši jutri. Ja, stopiti skupaj za boljši jutri in soustvarjati boljši svet. Leto dni nazaj sem se podala na svojo življenjsko misijo. Odločila sem se, da želim biti del družbe, kjer ljudje razmišljajo inovativno. Želela sem si soustvarjati družbo, kjer ljudje znajo razmišljati trodimenzionalno, kjer razmišljamo inovativno, kot snežne kepe, kjer razvijamo svoje talente. In ja, tudi tam, kjer plačujemo brezpapirno. Istega leta sem postala del Partnerstva za spremembe. Sem soustvarjalka slovenskega kvizuma. Kviza, ki ozavešča o slovenskih dosežkih. Kviza, ki spodbuja samozavest, da smo Slovenci narod inženirjev, inovatorjev in pionirjev. In zato, dragi kolegi in kolegice, ko vas naslednjič kdo vpraša, iz katere države prihajate, tako kot Matjaža takrat v Lizboni, povejte ponosno. Povejte, da prihajate iz države, ki ima verjetno največ inženirjev in inovatorjev na kvadratni kilometer na svetu. Povejte, da prihajate iz države, ki ima edina ljubezen v svojem imenu in iz države, ki ni ne premajhna, ne prevelika, ampak ravno prave velikosti, da postane referenčna zelena dežela v digitalni Evropi. Ja. Skje pa ste že rekli, da vi prihajate? Hvala. Najlepša hvala in še en velik aplavz za prvo predstavitev skupine Inženirke in inženirji bomo. Seveda se boste lahko kasneje slikali tudi v temle oblačilu oziroma boste lahko predstavljali si, da ste nekje na Luni. Hvala še enkrat za predstavitev in sicer, kot rečeno, bomo vsako izmed predstavitev tudi nekoliko pokomentirali z našimi člani komisije, pa mogoče za začetek običajno imajo sicer dame prednost, ampak tokrat bomo dali gospodu prednost, nekako morava sodelovati v tem primeru. Gospod Vavpotič, kaj lahko rečete, kako ocenjujete predstavljeni projekt in mogoče po čem nas res poznajo v svetu? Kaj je tisto, s čimer se vi pohvalite, ko rečete, da ste iz Slovenije? Ja, najprej moram reči, da ta kviz kaže na to, zakaj smo Slovenci res upravičeno lahko samozavestni. Kaže na to, da imamo izjemno veliko posameznikov, ki delajo izjemne preboje. Tisto, kar nam pa včasih zmanjka in moram reči, da me učijo predvsem Kitajci, kot veste, je Outfit 7 postalo kitajsko podjetje, je to, da je pomembno, da narod skupaj drži, da se znamo povezati, da znamo razumeti, da tekmujemo na globalnem trgu in da te preboje lahko dosežemo samo tako, da si res prvoščimo uspeh, ploskamo uspehu in se veselimo temu, da imamo uspešne sosede. Zdaj, seveda, če mene vprašate, po čem nas poznajo po svetu, moram
moram povedati, da je to gotovo Talking Tom. Kamorkoli pridem, če se čekiram v Indiji, v hotelu ali pa, ne vem, če sem na dopustu v Ekvadorju, mi ponavadi na recepciji pokažejo, na kjermu levelu Talking Toma so. In to je nekaj, kar osrečuje, kar kaže, da lahko neka zgodba, ki se je začela v Sloveniji, doseže tak globalen doseg. 350 milijonov mesečnih aktivnih uporabnikov imamo in ravno pred kratkim smo naznanili, da smo dosegali 8 milijard downloadov. Tako da jaz mislim, da so to res lahko dokazi in predvsem motivacija vsem, da zmoremo, da je tu dovolj znanja in da ta kviz kaže, da ni samo Talking Tom, ampak je ogromno nekih zgodb, na katere smo res lahko ponosni. Super, najlepša hvala za mnenje. Gospa Kozlovič, vas lahko vprašam, katere recimo veleume med našimi izumitelji bi sami izpostavili in seveda kako vidite ta predstavljeni projekt Kvizum, s katerim smo začeli? Torej, posebej izpostaviti kak veloum, mislim, da ni prav, ampak čisto vsak veloum oziroma čisto vsakega je potrebno pohvaliti in povedati, da so res izjemni. Kajti mislim, da vsak, ki lahko da nekaj svojega od sebe, zasluži priznanje. Kar se pa tega tiče, torej tega projekta, mislim, da je to eden od projektov, mnogih projektov, ki smo jih Slovenci sposobni. In zato je to partnerstvo za spremembe oziroma vse to, kar počnemo, tako v javnem sektorju kot tudi v gospodarstvu, je sigurno ta velika priložnost za Slovenijo in mislim, da smo na odlični poti, ne da nas poznajo le po Talking Tomu, ampak po veliko, veliko drugih. In kot je rekel mlad inženir, potrebno je s ponosom povedati, da smo Slovenci, da znamo in da zmoremo. Najlepša hvala za odgovor. Še vprašanje za Barbaro in Nevenko. Slišali smo seveda, da poznate projekt Kvizum, da ste videli tudi, kako deluje v sami praksi. Kaj se vam zdi, kaj so tiste največje vrednote tega, kar smo ravno predstavili in v bistvu tega problema, ki smo si ga za letos zastavili? Torej, predstaviti moč slovenskih izumiteljev in inovatorjev. No, morda na začetku bi se zahvalila vsem 31 udeležencem, ki so svoje ideje posredovali na natečaj. Mislim, da je že sam odziv kaže na to, da je program, ki je razširil svoja krila v tej 4. generaciji, bil uspešen in kot AmCham si bomo še vnaprej prizadevali, da bi se ohranil in tudi še razvijal. Sama predstavitev je mene ganila, moram povedati, da je bila izjemna v teh kratkih nekaj minutah. So nam dali vedeti, da se moramo vsi zavedati, da smo nacija, na katero smo ponosni, kot inovatorji, kot na različnih področjih, ne mogoče samo na tehničnem, ampak ta talent bi morali tudi vnaprej razvijati. In zato si bomo prizadevali. Super, hvala. Pravzaprav identično vprašanje. Ja, jaz moram reči, da sem ravno včeraj reševala tudi tale kviz, in nisem vedela, kdo je bil recimo izumitelj tega pršila za parfume. Jaz mislim, da je s tem definitivno treba nadaljevati. Mislim, da imamo še veliko stvari na zalogi, kot so dejansko samo ta vprašanja. In sem mnenja, da bi mogla biti naloga vseh nas, ki smo tukaj danes noter v tem prostoru in tudi dejansko vseh Slovencev, da nadaljujemo s promocijo Slovenije kot države, ki ima velik potencial, ki ima veliko za ponuditi, predvsem pa pogumno stopiti na tej poti, da dejansko z veseljem povemo, kdo smo, ne pa, da sem jaz enaka kot na začetku, ko je omenil, da najprej povem, da mejimo na Italijo, Avstrijo in Madžarsko, da smo tam nekje v sredini. Najlepša hvala. Hvala za mnenja. Seveda bomo po vsakem predstavljenem projektu dali priložnost komentatorjem, da nam nekako z vašimi znanji, z vašimi izkušnjami vse skupaj še oplemenitite. Sedaj pa je čas, da preskočimo mečkeno v stran in sicer partnerji za spremembe ste s svojimi dosežki in energijo v zadnjih 4 letih pripomogli tudi k oblikovanju projekta Inovativen.si, ki ga od septembra dalje izvaja Ministrstvo za javno upravo. O projektu in o izzivu, ki ga rešuje,
ki se rešuje v sklopu projekta, pa je spregovoril tudi gospod Robert Friškovec iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. In sicer bomo videli en tak filmček, pa mu prisluhnimo. Lepo zdrav vsem skupaj in veselje mi je, da sem lahko z vami v živo, da se javljam tudi s hrupom v ozadju, ampak ne bo to tista realnost, ki nas spremlja v našem vsakdanjem življenju. Vesel sem, da sem tudi sam del projekta Inovativen.si, projekt, ki je drugačen, ki je sproščen, ima sproščen pristop, ki prinaša inovativne metode učenja, spoznavanja in nauči ogromno koristnega. Projekt Inovativen.si naslavlja širšo družbo, pa tudi osebe, ki so na prestajanju kazni zapora. Z izdelovanjem in izbiro zmagovalnega izdelka želimo pravzaprav povečati možnost, da zaprte osebe ustvarjajo in razvijajo delovne navade ter veščine, kar bo pravzaprav pripomoglo k boljšemu in hitrejšemu vključevanju nazaj v družbo. Mnogo je lahko med nami predsodkov, ki nas ne vodijo k iskanju rešitev. V mojem življenju je ena zelo močna beseda, ki ima 5 črk, 2x po 2 sta enaki, I, Z, Z, I, V. Izziv. In Inovativen.si je izziv. Vsak od vas, ki ste zbrani, je povabljen, da si ogleda razstavljene izdelke, da odda svoj glas in aktivno sodeluje pri izboru najboljše ideje. Vabljeni vsi skupaj v zgodovinski atrij Mestne hiše jutri od 10. ure naprej do četrtka do 12. ure, da oddate svoj glas. Posebna zahvala ekipi Inovativen.si, ki vse to omogoča. Hvala. Naj bo to torej najlepše povabilo na razstavo, ki, kot smo slišali, bo v zgodovinskem atriju Mestne hiše jutri in v četrtek. In seveda, ko si boste ogledali razstavo, boste lahko tudi sami glasovali za enega izmed artiklov. Hvala seveda gospodu Friškovcu, ki žal ni mogel biti v naši družbi in je zato tudi nastal tale priročen in hkrati tudi mamljiv film, ki vas bo, kot rečeno, jutri vabil v atrij Mestne hiše. Nadaljujemo pa s predstavitvijo druge skupine z jasnim imenom Očistimo Slovenijo papirnatih računov. Brezpapirni računi so brezpapirne račune so želeli vpeljati v čim več šol in vrtcev, kjer starši, za razliko od dobaviteljev hrane, niso obvezani plačevati torej brezpapirnih računov. Želja za čim manj papirja pa je gnala člane Uprave za javna plačila in Združenje Menedžer. Akcija se lahko pohvali z zavidljivimi rezultati. Veliko je bilo ustanov, ki so se priključile poslovanju brez papirja. Prisluhnimo torej skupini, ki je delovala pod vodstvom Primoža Zupana v imenu Združenja Menedžer. Žal ga ni tukaj in mu želimo čim prejšnje okrevanje, zato bodo člani skupine sami predstavili rezultate dela. Najprej pa jih pozdravimo z velikim aplavzom. Draga, a so mi da že oddala vlogo za otroški dodatek? Sem. Sam vedno te papirje jaz urejam. Ampak sem si pa uredila podpis na mobitelu. Niti v pisarno mi ni bilo treba. Super. Kaj pa položnice? Vrtec sva že plačala? Čak, vrtec. Ja, imam opomnik v koledarju za 6 mesecev naprej. Saj sem danes hotela, ampak nikjer nisem najdla te položnice. Vse sem preiskala. Ja, hvala Damjanu in Niki za tole uprizoritev. Mislim, da se marsikdo lahko identificiral s to situacijo. Nekaj bi na začetku z vami preverila. Zanima me, koliko izmed vas še vedno prejema te položnice v kaslice. Pa prosim, bodite iskreni in dvigante roke. Ja, ta številka nas ne preseneča. Te številke so namreč razlog, zakaj smo se lotili tega projekta. Vsi tvitamo, smo na družbenih omrežjih, imamo tisoče prijateljev, ampak vse imamo urejeno na prenosnikih, telefonih,
ko pa prileti položnica v kaselc, pa ne reagiramo. Ne, a smo se s tem sprijaznili? Ne, Jelena, nismo se sprijaznili. In ravno v okviru partnerstva za spremembe smo dobili odlično priložnost, da ta problem naslovimo na področju, kjer je frekvenca izdajanja položnic največja, se pravi v vrtcih in osnovnih šolah. Mogoče kdo od vas ve, koliko znaša na državni ravni letna ocena stroškov za izdajanje papirnatih položnic za otroke od vrtca pa do konca srednje šole? Bo jih kdo ugibal? Ne? Ok. Ocena presega 7 milijonov evrov. Za boljšo predstavo si poglejmo primer šole s 1000 učenci. Če preidejo na e-račune v celoti, lahko na letni ravni prihranijo več kot 30 000 evrov. Ves ta denar, vse te neposredne prihranke lahko namenimo za obogatitev vsebin, za naše otroke, za našo prihodnost. In to delamo, ozaveščamo. Ugotovili smo, da prav vse že obstaja. Važno je, pomembno je, kako to uporabljamo. V okviru projekta smo se naslovili tako starše, kot tudi šole in vrtce. Tina pa vam bo povedala, kako. Hvala. Ja, hodili smo po vrtcih, po šolah, pisali smo na združenja ravnateljev šol in vrtcev, udeležili smo se različnih konferenc in na ta način spodbujali in ozaveščali šole in vrtce in starše k uporabi elektronskih računov. Pripravili smo tudi kratka navodila o sami uporabi računov, kakšne prednosti prinašajo in ta navodila razdelili med šole, vrtce in starše. Bomo pa v upravi za javna plačila skupaj v sodelovanju z združenji ravnateljev pripravili še dodatna usposabljanja za računovodje vrtcev in šol in jih res spodbujali k temu, da staršem namesto položnic v čim večji meri pošiljajo elektronske račune. V projektu je majhna ekipa v zelo kratkem času dosegla, da se število prejemnikov e-računov povečalo kar za 38%. Vendar to je šele začetek. Zamislite si, da kakšen učinek bi dosegli, če bi se vsi skupaj bolj angažirali, najprej vsak pri sebi doma in pri svojih bližnjih. Ja, mi smo zelo ponosni na ta rezultat, ampak te položnice niso problem samo šol in vrtcev, tudi zasebnega sektorja. Zato vse prisotne gospodarstvenike tukaj nagovarjamo, da se zamislite nad temi nepotrebnimi stroški in danes že premislite, kaj boste naredili, da se jih znebite. No, po vseh lepih fotkah ta slajd ni napaka. Ta slajd je namenjen vam, da vi naredite eno fotko, če slučajno pozabite, kako do e-računov. In s to fotko in temi navodili, lahko kar vzamete mobitele pa slikate, ni problem. S temi navodili vas vabimo tudi, da priklopite na e-račune, postanete ambasador in nam pomagate, da skupaj soustvarjamo lepšo prihodnost za naše otroke. Preden pa se zahvalim, eno veliko srce od našega Primoža Zupana, idejnega in odgovornega, idejnega vodjo in glavnega odgovornega za vse, kar smo naredili in dosegali. Mi smo zelo ponosni in s tem dogodkom absolutno nismo zaključili. In Primož, glede na to, da live streamamo, eno veliko srce zate in drž se. Najlepša hvala drugi skupini za predstavitev ideje, kako očistiti Slovenijo brez papirnih računov in pa seveda še enkrat en velik aplavz in pa pozdrav. Kot rečeno, streamamo, torej ta dogodek si lahko gledajo tudi tisti izven 150-terice, ki smo se zbrali danes tu v City teatru in zato bomo pozdravili Primoža Zupana še enkrat z enim velikim aplavzom za vse opravljeno delo, tako njega kot celotne skupine Očistimo Slovenijo papirnatih računov. Zdaj vem, da ne boste iskreni, ampak vseeno si bom dovolil vas iskreno vprašati. Koliko med vami vas še vedno plačuje račune, seveda v tej papirnati obliki? Dvignite roko.
Ta roka za mano, ne vem, zakaj se je dvignila, ampak se je. In mislim, da smo danes dobili en nov upogled v to, kako preprosto je lahko vse skupaj, vse, kar je potrebno, je nam mečken preobrat v načinu razmišljanja. Tako da dajmo si izziv, da naslednje leto, ko znova vprašam to, da nas bo malo manj dvignilo roko. Prav? Ja. Ok. Še vprašanje seveda za našo komisijo, mogoče tokrat začnemo s Tino. Tina, kaj se vam zdi je bila najbolj izpostavljena vrednost seveda tovrstnega programa, tovrstnega projekta, kako mogoče tudi pri vas na Centru nevladnih organizacij Slovenije razmišljate o tej brezpapirni družbi, vsaj kar se tiče plačevanja računov? Mi veliko razmišljamo o tem tudi zato, ker v prvi vrsti so naše družine že zelo vsi plačujemo račune, razen od prijatelja Fursa, on vztrajno pošilja fizično obliko, ampak ostali so pa že kar v redu. In tudi v vseh nevladnih organizacijah je ta zavest seveda zelo, zelo prisotna. In ali ste vedeli, da obstajajo nevladne organizacije, ki poslujejo praktično brez papirja? Če odmislimo seveda poročila za razne državne in občinske projekte, ampak sicer prideš v pisarno in papirja ni. In če slučajno ti na sestanku daš papir, svoj zveščič, knjigico, te vsi tako pogledajo, to se več ne dela. In se mi zdi tudi glede na naslov te akcije Očistimo Slovenijo papirnatih računov, vemo, da septembra bo spet velika akcija Očistimo Slovenijo vseh mogočih odpadkov, plastičnih in podobno. Je zelo pomembno, da se pravzaprav zavedamo, da imamo veliko ljudi, podjetij, nevladnih organizacij predvsem in tudi javnih organizacij, ki opozarjajo na problem odpadkov, ampak v resnici pride nazaj do nas, da se mi aktiviramo, da mi naročimo e-račun in da tudi rečemo, no dragi prijatelj Furs, a bi lahko prosim naslednjič tudi nam poslal e-račun, tako da vse je na nas. Super, hvala za odgovor. Jaz mislim, da marsikdo se je mogel prepoznati v tem, ne. Mi kot družba moramo. Jaz sem tudi del te družbe, kar pomeni mogoče začeti tu. Hvala za mnenje. Pa še vprašanje mogoče za gospod Liljano, kako sami vidite pomen predstavljenega projekta in na kakšen način mogoče tudi, kot smo slišali, ta aparat, pravzaprav vse skupaj birokracijo, osmisliti kot brezpapirno birokracijo. A to sploh obstaja? A je kakšna vizija, kako bi to izgledalo? Mislim, da v preteklosti ni bilo toliko birokracije. Sama vidim problem v zaupanju. Včasih so se ljudje podali roko, pa so sklenili posel in so se tega držali. Mislim, da je tle en velik problem. Tudi ko razmišljamo o računu, razmišljam, naprimer, sploh če imamo periodično, vsak mesec vemo, da imamo dolžnost to poravnati, a sploh potrebujemo račun? Vemo, da do določenega roka moramo to storiti. Verjetno je malo težje pri denarju, pri drugih stvarih se jih lažje rešimo, pri denarju nam je malo težko, ko mora iti od nas. Ampak jaz mislim, da prav z nekim večjim zaupanjem in z večjim spoštovanjem tega, kar moramo početi v življenju, torej ne videti samo pravice, ampak tudi svoje dolžnosti, bi marsikateri birokratski papir pravzaprav odpadel. Tudi gradbeno dovoljenje je včasih bilo na A4 formatu, 2-3 stavka, ampak to zaradi tega, ker smo se držali vsega, kar je bilo potrebno. Danes se tega malo težje držimo in zato potem potrebujemo tudi nadzorovanje in kaznovanje. Tako da jaz mislim, da moramo pri sebi spremeniti marsikaj in potem se bo tudi birokracija s tem spremenila. Super, hvala za zanimivo izhodišče. Hvala. Mogoče čisto kratko vprašanje še za ta del gospodarstva. Na kakšen način ste mogoče poskušali pri vas kaj delovati brezpapirno oziroma ste poskušali slediti temu, kar smo slišali tudi v predstavljenem programu? No, morda, če odgovorim z vidika družbe, ki jo zastopam, torej KPMG, pri nas smo v celoti prišli smo revizijska družba in v celoti prišli na elektronske fajle. To se pravi, vsa dokumentacija mora biti arhivirana v obliki elektronskih fajlov, registratorjev praktično ni več. Super, torej se je že digitaliziralo, domnevam seveda, da je povsod podobno. Najlepša hvala, tako komentatorjem seveda, kot tudi predstavljenemu delu druge skupine. Še en velik aplavz.
Seveda so se v vmesnem obdobju, ko so se izvajali trije izzivi, ki jih danes predstavljamo, izvajali tudi ključni projekti, ki so bili rojeni znotraj partnerstva. Med njimi so razna ministrstva še naprej aktivno spodbujala odpiranje vrat in povezovanje. Dokaz, da je uspešno prestal tiste kritična leta in se prijel ter iz eksperimenta prerasel, kot smo slišali prej, v del sistema, je tudi mentorski program. Iz lanskega leta je letos podvojil število sodelujočih in jih šteje že preko 120. Dan ne skrbi, do 150 bomo šli več, ne? Vsekakor pa si vsi sodelujoči letos zaslužijo še en velik aplavz. Mečken tak zadržan aplavz sem slišal in sicer zaradi tega, ker je marsikdo najbrž pomislil, a sebi ploskam ali samo ploskamo. In sicer, vemo, da pri mentorstvu ni mentorjev in učiteljev, ampak smo vsi oziroma ste vsi mentorji, zato me zanima, koliko med vami vas je bilo bodisi letos, bodisi v preteklih letih mentorjev. Pa dajmo zdaj zaploskati še enkrat. Jaz mislim, da si zaslužijo vsi skupaj zdaj še en velik glasen aplavz, ko smo videli, da je skoraj pol dvorane seveda že sodelovalo v mentorstvu. Tako da bravo in čestitke. Dajte mi tako pomagati, da mogoče tudi dvignete roko, da jaz pogledam, če je slučajno kdo med vami, ki ga lahko še kaj vprašam. Kdo je bil letos v mentorstvu? Naj dvigne roko. Aha, tamle se ena roka dvignila, vsi ostali se bo tako nekako. Gospod, vas lahko vprašam, bom si pomagal s temle mikrofonom, kakšna je bila vaša letošnja izkušnja? Ja, hvala. Moja izkušnja osebna je zelo pozitivna. Moram reči, da sem bil v pričakovanju, s kom bom letos sodeloval. Kolegica je tukaj in imela sva zelo zanimive teme, odpirala sva probleme in tudi iskala rešitve. Tako da, kar se tega tiče, priporočam to tudi ostalim. Hvala. Lahko še kolegico vprašamo seveda za mnenje. Najlepša hvala. Ja, lep pozdrav. Hvala za ta program, da se je vzpostavil in da teče. Midva s kolegom Vitom sva res iskala rešitve, iskala sva tudi dodano vrednost, sva razširila na eno dejavnost, tudi s kolegi iz UKOM-a, ker smo prišli do nekih idej in tako in gradimo v bistvu širšo nekako skupnost iz tega. Super, najlepša hvala še enkrat za mnenje in pa čestitke vsem sodelujočim v programu mentorstva. Mi pa seveda že nadaljujemo s tretjo skupino in sicer s tretjim letošnjim izzivom, ki nam ga bo predstavila vodja Snežne kepe. Središče optimizma skupnosti talentov. Njeni kolegi so bili leta 2014 tudi tisti, ki so, kot smo videli prej, ob pici in pivu osnovali projekt partnerstva za spremembe. Snežna kepa je letos razmišljala o prototipu države spodbudne za talente. Kakšno okolje bi jih torej premamilo, da ostanejo v Sloveniji ali se vrnejo v domovino. Smernice za zadrževanje talentov so pri podjetjih pogosto že zapisane, samo izvesti jih je treba precej širše in učinkoviteje, da tudi najboljši kader ostane pri nas. Pa si poglejmo predstavitev Snežne kepe. Še en velik aplavz. Najlepša hvala, Vita. Vita Godec je, prosim, zmagovalka letošnjega AmCham Top Potential 2018, doktorica znanosti, poslovna ženska, mati, skratka super talent. Izredno sem vesela, da se nam je lahko pridružila danes tukaj z nami. Vita, kar neposredno provokativno vprašanje, kako vidiš Slovenijo kot državo, ki podpira talente? Ja, jaz bi izpostavila dve stvari. Talenti se v Slovenijo vrnemo, vsaj tisti, ki smo bili zunaj, iz dveh razlogov. Prvi je seveda družina, naš socialni krog in želimo si fleksibilnega delovnega okolja in družini prijaznega delovnega okolja. Drugo je pa, dajte nam odgovornost, opolnomočite nas, mladi imamo veliko idej, radi bi rešili te izzive, ampak nam odvežite roke in pustite, da ta energija steče naprej. Ja. Najlepša hvala, Vita. Torej,
Hvala vam. Torej, pri Snežni kepi 2.0 smo se letos ukvarjali z vprašanjem talentov v gospodarstvu. Kot nam je Vita pokazala, izredno uspešno, je zelo lahko prepoznati talente v umetnosti, tudi kot smo slišali v inženirstvu, v športu, pri gospodarstvu pa ni nujno, da vemo, kateri so tisti talenti, ki naj bi jih podpirali. S tem smo se ukvarjali v Snežno kepo letošnjem letu. Kot think tank smo opravili veliko diskusij, tudi nekatere so bile izredno heated, kot bi se reklo v angleščini, da smo prišli do nekih spoznanj, ki jih bomo nadgrajevali tudi v prihodnje. Torej, kdo so tisti talenti v gospodarstvu, o katerih govorimo? To so izjemni posamezniki, ki so svoj potencial razvili naprej, ga aktivno uporabljajo na trgu dela, ga bogatijo in oplajajo. Takšni posamezniki so agilni in poiščejo okolje, ki jih podpira. Kot smo slišali tudi Vito, želijo si odgovornosti in okolja, ki bi podpiralo njihov nadaljnji razvoj. Ne samo zaradi njih samih, ampak zaradi tega, ker takšen aktiviran potencial prinaša dobrobit celotni družbi. Najprej podjetju, v katerem delujejo, potem pa celotni družbi. Čisto po principu, bom rekla, izžarevane energije, ki jo dajo od sebe. Torej, to slišite mojo hčerko, ki je prišla tudi me podpirati. Tako da se pravi, talentom želimo dati priznanje in jim omogočiti rast, kajti to je potrebno za dobrobit celotne kolektivne Slovenije. Kot smo videli, smo čudovita valilnica talentov. Postanimo tudi njihovo zatočišče in tam, kjer se bodo tako dobro in se bomo tako dobro počutili, da bomo se vanjo tudi vračali in pritegnili tudi druge talente. Torej, na Snežni kepi smo se veliko ukvarjali s tem, kaj posameznik kot talent, super talent potrebuje in kaj pričakuje od svojega okolja. Tukaj vidite za mano najprej čudovito sliko naše domovine, to je Bohinj v jutranjih meglicah, verjetno je zdaj približno tako tam, ampak hkrati pa vidimo še nekaj, imamo zgornji del posameznik podjetja in spodnji del družbo in državo. Posameznik in podjetja so agilni. Sami v bistvu si odločajo nek tempo svojega potencijala in grejo, bomo rekli, boldly beyond, torej nimajo nekaterih omejitev. Če ne najdejo okolja znotraj Slovenije, ki bi podpiral bodisi že njihovo izobraževanje ali napredek in rast, se preprosto prestavijo v kakšno bolj ugodno okolje. Torej posameznik je lahko agilen, deluje aktivno in v bistvu v smislu, da oplaja svojo osebnostno in tudi profesionalno vrednost. Te vrednote se ne nujno zrcalijo na družbi. Kot vemo, družba je skupek toliko enih elementov, mehanizmov, vrednot, da si morda želimo, da bi se iz posameznika bolje to reflektiralo. Kot vemo, naša pregovorna zavist, slovenska. Drug kvadrant so pa torej podjetja. Podjetja so, bomo rekli, skupek, nekako so agilna, dejansko sama si določajo tempo, tudi prestavljajo se v druge jurisdikcije, če je nekatera neugodna. Ravno tako na državi, ki bi nekako pričakovali, da je skupek vsega, včasih ne najdemo vseh tistih kvalitet, ki bi jih nujno potrebovali oziroma ki bi si jih želeli, da bi še boljše ohranjali to pristno dobrobit in v celoti potencial. Torej 100% ali vsaj tam 85%. Torej, prej, če ste videli, talent smo ga opredelili kot generator sprememb in generator napredka. Torej, to so tisti posamezniki, kot smo slišali med inženirji, ki živijo nekako morda ne pred svojo generacijo, ampak je vsaj nekoliko potiskajo naprej iz cone udobja ali celo v nove cone dodatnega, večjega udobja. Torej, v smislu države in prototipa države pa menimo na Snežni kepi, da je talent predvsem navduševalec k spremembam. Torej, kot ste videli tiste 4 postavke, posamezniki podjetja se nekako bodo sama znašla, družba je neka takšna spremenljiva uganka, na katero lahko šele postopoma delujemo predvsem s pozitivnimi izgledi in sprememba, nekoliko spremembo v načinu razmišljanja, v mindsetu, v vrednotah. Zato smo se pri Snežni kepi, zato in pa zaradi skupka drugih razlogov, lotili prototipa države, ki naj podpira talente. Tukaj smo znotraj kar 8 generacij MČM Top Potentiala vprašali naše slovenske super talente, kaj pričakujejo od države. In tukaj je prišlo nekako, se je izkristaliziralo 8 področij, pa dovolite, da omenim samo prve 4. Prvo je izobraževalni sistem. Tukaj se strinjamo, da naš kurikulum je fantastičen, zelo kvaliteten je, bistveno bolj kvaliteten kot v nekaterih državah Zahodne Evrope in zahodnega sveta, samo način podajanja je nekoliko neagilen, tako da se lahko tisti talent,
pristni talent nekoliko izgubili, vsaj zamaže. Drugi je, ne boste presenečeni, davčni sistem. Davčni sistem izredno bremeni in če govorimo, so talenti tisti, ki naj bi bili najbolj uspešni v naši družbi, so lahko na trenutke nekoliko preveč obremenjeni. To je ponavadi prvi razlog, zakaj posameznik, ki je talent in ima boljše možnosti v tini, pomisli na preskok kam drugam. Tretje je potem agilnejša država, ki je bolj v stiku z gospodarstvom in je bolj odprta proti državljanom, in četrti je fleksibilnejši trg dela. Pa naj omenim samo 4. Torej 8 področji so definirali naši supertalenti in talenti tudi preko hekatonov in različnih diskusij, ki smo jih imeli v letošnjem letu z njimi. Torej menimo, ker tako zelo verjamemo v projekt talentov, se pri Snežni GP 2.0 naslednje leto ne bomo prijavili na partnerstvo za spremembe, ampak bomo s tem projektom ostali še nadaljnjih 12 mesecev. Na teh 8 področjih bomo sprožili diskusije z deležniki, tako v javni upravi, kot tudi v zasebnem sektorju, in bomo prerešetali tiste dobre prakse, ki jih lahko iz najbolj uspešnih podjetij v smislu zasledovanja talentov in ustvarjanja njihove karierne poti prenesemo na državo. Seveda, država je specifičen organizem, ni mogoče prenesti ravno prav vseh, bomo rekli, dobrih praks, nekatere pa zagotovo da. Torej, naša zaveza je nadaljnjih 12 mesecev 8 področij in predvsem odpiranje diskusij. Saj veste, v bistvu že ta sokratska metoda dialektike prinese neverjetna nova spoznanja, zato tudi, kot vidite, nekoliko provokativno piše Slovenija.nič, love, kot so rekli že moji predhodniki, ljubezen imamo v imenu. In torej naša ideja je na vseh področjih, torej posameznika krepimo in aktiviramo, to počnemo že znotraj večjih programov MČM-a, potem družbo, predvsem ozaveščamo v tej prvi fazi, ozaveščamo družbo. Najboljša podjetja vedo, da če talentom pustimo, da se aktivirajo, je to dobro za celotno družbo, pravzaprav za celotno podjetje. Naj tudi pač mi začnemo razmišljati na ta način. Talentov se nas ne bojmo, recimo tako, ampak nas sprejmimo, najprej tolerirajmo, potem pa sprejmimo, da poletijo vse više in više in morda še nas vzamejo s sabo na ta svoj balon. Oziroma plovilo, da ne bo ideja, da je kje balon, pa da bo kje počlo. No, potem podjetja, v podjetjih bomo identificirali in spodbujali tiste dobre prakse, ki podpirajo talent in karierno pot, ki povzročajo, da se talenti dobro počutijo in da še bolje aktivirajo svoj potencial in seveda delujejo torej v smeri in dobrobit celotne družbe. In državo navdušujemo k napredku. Zdaj pa boš, Sofija, prišla k meni gor. V bistvu vse to počnemo, to je moja mlajša hči, Sofija Ana, ki ima oktobra bo dopolnila 2 leti. Pridi. Ja. V bistvu, zakaj to počnemo, kot vidite na slikici, nekoliko je zraslo od lanskega leta, glede na tole slikico, v bistvu vse to počnemo zaradi naše prihodnosti. Slišali smo, imamo čudovito državo, večkrat rečemo, Slovenija je Amerika, imamo vso varnost, lepoto, zdravo hrano, čudovito okolje, varnost in sposobnost in možnost, da tako ženske kot moški enako prosperiramo. Torej, dajmo našim otrokom še dodatno dimenzijo. Takšno, da se bodo počutili, da so vsi njihovi talenti spoštovani, vrednoteni, cenim, da se jih vsi skupaj veselimo. Najlepša hvala. Najlepša hvala za predstavitev še zadnji, torej skupini, ki se je letos ukvarjala z različnimi problemi, ki so nas navduševali. In sicer za zaključek med občinstvom na današnji zaključni prireditvi je tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, ki vas vabim za eno kratko mnenje, da se nam pridružite tule na odru. Pozdravljeni. Zanima me vaše mnenje na predstavljene projekte, še posebej na zadnja 2, tako tega, kar se tiče brezpapirnega poslovanja v šolah in vrtcih, kot seveda tega, kako zadržati talente v Sloveniji. Pravzaprav sta oba povezana z našo ustvarjalnostjo in odgovornostjo. In vse šole, vse ravnatelje, vse učitelje sem že naslovila z enim kratkim filmčkom, zakaj nas vse spodbujamo, da poslujemo
digitalno, torej brezpapirno in v šolah ni samo 7 milijonov položnic, ne, kot smo videli, je seveda še vrsta opravil, ki jih opravljate starši in zakaj bi jih bilo potrebno opravljati tako bi lahko rekli tradicionalno, če jih lahko digitalno in s tem tudi prihranimo kakšno minutko morda za naše otroke, za šolarje. Super. Glede talentov pa kako pravzaprav zadržati, velikokrat govorimo ravno o tem, kaj nam pomenijo talenti in kako nujno je, da jih zadržimo tu. Poglejte, mi smo že razvili kar veliko projektov, odprto inovativno učno okolje, eden od največjih projektov, ki jih izvajamo v tem trenutku v šolah. Odprli smo 2 centra za nadarjene v Mariboru in v Ljubljani in ne boste verjeli, odprli smo prvi festival podjetnosti v šolah. Ta beseda podjetnost je bila namreč ena od tistih, ki nikakor ni šla v kurikul osnovne šole ali vrtca ali srednje šole v Sloveniji. Zdaj po njej res govorimo z različnih zornih kotov, ne govorimo torej samo o tem, kako biti podjetnik, ampak zakaj smo Slovenci vendarle podjetni. In kviz je to lepo pokazal, tukaj sedeči naši talenti tudi. In to, da znamo znanje tako opolnomočiti za celoten svet, pomeni, da Slovenija ne le zna, ampak tudi zmore. In talenti zmorejo. Najlepša hvala za vaše mnenje in pa za podporo partnerstvu za spremembe. Hvala ministrici za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maji Makovec-Brenčič, in pa še zaključno mnenje pravzaprav strani komisije. Moram vas vprašati tako o tem, kar ste pravkar videli, kot seveda tudi o projektu, ki ga nekateri bolje, drugi slabše poznate. Kako bi lahko pravzaprav rekli, kaj je tisto mogoče ključno? Pa bom začel tokrat, oziroma bom tokrat vaju vprašal za mnenje, mogoče Barbara najprej. Ključno za vse 3 projekte. Oziroma mogoče tudi za to zadrževanje talentov. Glede na to, da smo slišali, kako država, oziroma kaj je pomembno strani javne uprave, na kakšen način bi lahko strani podjetništva rekli? Morda najprej en tak zanimiv podatek, ki sem ga slišala pred parimi dnevi, mogoče celo na nek način malo kot očitek enih mojih šefov iz korporacije. Microsoft Slovenija je del Microsoftove korporacije. Tukaj dela kar nekaj Slovencev, ki pa so večini, recimo 95% odgovorni za regijo, celotno, se pravi ne samo za Slovenijo, se pravi prenašajo to znanje tudi izven države. No in slišala sem en tak zanimiv podatek, meni se je zdel izredno zanimiv, da imamo v regiji kot Slovenija eden izmed največjih procentov menedžerjev v našem okolju. Se pravi, na nek način smo Slovenci očitno tudi neka talilnica menedžerjev, se pravi uspešnih ljudi, ki so se v preteklih letih pokazali z določenim znanjem in izkušnjami kot izredno talentirani ljudje. Te izkušnje so v določenih primerih nabirali pa seveda tudi v tujini. Zdaj pa, če se pa vrnem recimo k tem 3 projektom, jaz bi eno stvar rekla, povezuje jih sigurno vse 3 pogum. Se pravi pogum nekaj spremeniti in izredna volja teh ljudi, ki so bili vključeni v vse to, da dejansko naredijo en tak korak naprej in da skupaj spreminjamo ta svet, ne samo Slovenijo. Super, res najlepša hvala za mnenje, pravzaprav je bilo tako celovito in popolno, da bi lahko še kaj dodali? A se zamenjava? Lahko. Jaz sem sicer tole že napisan, pa je na papirju, se opravičujem, ni šlo drugače, ampak do naslednjega leta bom delal in razmišljal o tem. Jaz mislim, da si lahko še enkrat zaslužijo vsi člani komisije en velik aplavz. Hvala vam za vaše sodelovanje, hvala za vaš čas, za izkušnje in mnenja in seveda še enkrat Liljana Kozlovič, Tina Divjak, Nevenka Kržan, Žiga Vavpotič in Barbara Domicel so bili naši tokrat gostje, tako imenovana stroga komisija, dajmo jih pozdraviti in nagraditi še z enim velikim aplavzom. Najlepša hvala še enkrat vsem. Niso imeli tako težkega dela, kot smo jim ga zaupali, ampak vseeno res odlično ste ga odpravili. Prava izbira komentatorjev, ki smo jih morali povabiti tule na oder. Da pa se vezi spletajo in sodelovanje omogoči, so seveda ključne izmenjave. Prej smo izvedeli nekaj o mentorstvu, sedaj se selimo na izmenjave in če je lani sodelovalo 6, je bilo letos kar 14 državnih organov udeleženih pri izmenjavah. Sodelovalo pa jih je tudi 41 podjetij namreč. In preko kratkega filmčka bomo spoznali, kako je ta dinamičen teden potekal skozi oči udeležencev izmenjav iz podjetja Language Sitter in iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Pa si poglejmo filmček.
Verena, kako si spala? V bistvu me je malo skrbelo vsebinsko področje, kako ga bom hitro doumela in kakšno bo in pa delo v kolektivu, kakšni ljudje me bodo sprejeli. Pozitivna energija, dobra volja. Moram reči, da sem čisto navdušena že prvi dan. Super. Toliko imam bogato paleto čustev že prvi dan, da je težko opisati. No, vidiš. Zdaj pa akcija! Zmatrana. Verena je umetnica. Verena, kaj pa delaš? Zdaj pa pišem blog, to je pa moj najljubši del. Veliko govori, zelo veliko. Ampak, ker sva govorila o moji priljubljeni temi, poeziji, je bil to tak užitek, da ko si enkrat odprl fontano, ni prenehalo teči in se je kar vrelo iz mene. Ker je mogoče malo slaba lastnost, glede na to, da smo v pisarni že 4, ko ful veliko govorimo, tako da skupaj pride ena norija. Pazim na besede in vsebino. Najboljša lastnost pa sigurno, da je zelo vedoželjna. Vse jo zanima in to je ena lastnost, ki si jo vsak želi pri sodelavcu. Verena je k nam prinesla en nov pogled na naše delo. Sem dobila kar inspiracijo, da povem na en tak že skoraj malo umetniški način slavospev današnjemu prvemu dnevu. Jaz sem pa ta teden Vereno naučila, ker se prodaje tiče, da je treba biti vztrajen in da če želimo dobiti en odgovor, da moramo vztrajati do konca in rind. Ta teden, ki sem ga preživela v podjetju Language Eaters, so me najbolj navdušile 3 stvari. Prvič, njihov super učinkovit kadrovski postopek izbora svojih language eaterjev. Kot drugo bi poudarila, da me je navdušilo potem, ko nekdo postane language eater, kako kolektiv z njim komunicira, stalno, učinkovito, sprotno, zares dodelan sistem. Kot tretje me je pa navdušilo to, da imajo v kolektivu uvedeno stalne growth meetinge. To pomeni srečevanje znotraj kolektiva, kjer lahko vsakič posvečeno drugi temi in to, da ima možnost vsak od zaposlenih sam predlagati temo, ki se mu trenutno zdi aktualna za poslovno ali osebnostno rast. Dejana, naslednji teden greš pa ti na ministrstvo za šolstvo, ne? Se veseliš? Zelo. Verena me je zdaj kar fajn upeljala, mi je razložila strukturo ministrstva, kaj kje delam, kaj lahko doprinesem, na kaj ne bom pozorna, kaj je zanimivo, pa tudi se je že malo opravičila vnaprej za kakšno stvar. Ne tekati. Tako je torej letos potekala izmenjava. Ja, hvala za vašo odkritost in srčnost. Seveda je tudi med vami najbrž kar nekaj tistih, ki ste letos izkusili izmenjavo. Dajte dvigant roke, da ne bomo samo skozi ploskali. Aha, kar precej vas je. In seveda vi ste tisti duh sprememb, tako da si zaslužite en velik aplavz. Čestitke. Čestitke vsem, ki ste torej energija partnerstva, ki res živite partnerstvo za spremembe. Seveda pa je prav, da pred zaključkom nekaj besed in misli o samem sodelovanju kot ključni vrednosti prihodnosti podeli tudi dolgoletni podpornik programa, predsednik vlade, dr. Miro Cerar. Lepo prosim za velik aplavz. Takole lepo pozdravljeni še enkrat vsi skupaj. Prej je doktor Podjed vprašal, kaj počne Miro v prvi vrsti. Miro v prvi vrsti je užival v teh predstavitvah, se veselil tega, da gre program naprej, torej partnerstvo za spremembe. Predvsem pa sem tudi razmišljal, ampak o tem vas zdaj ne bom obveščal, o čemu sem razmišljal, ker bi ta moj zaključni govor zamoril ta prijeten dogodek. Vem, da zdaj gre zadeva proti koncu, moram biti kratek, pa vendar bi želel povedati to, da me veseli resnično, da je naša vlada zagnala ta projekt. Tukaj sem zelo hvaležen predvsem ministru Koprivnikarju, njegovi ekipi, pa tudi drugim v vladi,
naši ministrici, ki je bila danes že tukaj, in vsem ostalim, ki so se v to vključevali. Osebno verjamem v to, da je potrebno res v Sloveniji bolje sodelovati, še posebej v teh letih vodenja vlade. Mandat se nam je zdaj iztekel, kot veste, sem se naučil veliko o tem, kako Slovenci preslabo sodelujemo, in zato sem vse skozi podpiral to sodelovanje in ga bom še naprej, kjerkoli bom pač deloval v tej družbi. Naslednja zadeva je ta, da je zelo pomembno, da dobimo različne perspektive, ko gledamo na dogajanje v družbi, da ne gledamo samo svoje, da ne gledamo samo recimo za znanstvene, podjetniške, vladne, katerekoli, kjer si pač v poklicu, ampak da skušaš razumeti drugega, da skušaš prisluhniti, se vključiti tudi v sistem, ki ga ne poznaš, da ga bolje prepoznaš, ker šele potem lahko razumeš njegovo pravo vrednost in si lahko objektiven, tudi kritik, če je potrebno. Kajti pri nas je zelo veliko kritikov, tistih, ki nikoli sistema niso, nekega sistema dodobra spoznali in potem pravzaprav z ne dovolj objektivnimi ocenami povzročajo škodo temu sistemu in širše. In to je zelo pomembno, torej, da sodelujemo, da se povezujemo, da smo tudi takšni, da znamo prisluhniti. No in seveda, da ne bom res predolg, mislim, da je prav, da država, da vlada daje tukaj nek zgled, da se sama vključuje v take procese, da sama pokaže, da zna biti odprta. Jaz verjamem v to, da Slovenija gre lahko v prihodnost, ki je bila prej pokazana zelo domiselno za mladim dekletom v naročju, samo tako, če se odpremo v svet, če se sveta ne bojimo. Seveda moramo poskrbeti za varnost. Seveda moramo poskrbeti za to, da smo tudi mi nekako prvi na vrsti, ko gre za naše državljane, naše ljudi, ki tu živijo. Pa vendar, mislim, da bolj, ko smo odprti v svet, bolj, ko smo del sveta, bolj, ko smo, kot je bilo rečeno, pogumni in na ta način inovativni, bolje bo tudi nam. Seveda z vsemi varovalkami, ki so nujne. No in zato, da zaključim, upam in verjamem, da bo ta projekt šel naprej. Verjamem, da bo dobro, če bo tudi vsaka prihodna vlada v njega vlagala veliko energije, ga nadgrajevala, ker ga je treba še širiti. In seveda želim si to, da bi ljudje tudi v Sloveniji nasploh res razmislili o tem, kako pomembno je, da gremo v prihodnost z manj metanja polem pod noge, kot včasih rečem, in več sodelovanja, ker samo tako bo bolje za vse. Tisto, da nekomu nagajaš, da gre njemu teže in tebi morda na nek hip, torej v nekem času, zato bolje, to je zelo kratkovidno, tako ne bomo prišli nikamor. In v tem sodelovanju, ki ste ga danes tukaj pokazali, v teh številnih idejah, tej energiji je naša prihodnost in jaz vanjo verjamem. Zato hvala lepa vsem, ki v tem sodelujete in gremo tako skupaj naprej. Hvala lepa. Hvala še enkrat za nagovor in pa seveda verjamem, da bomo s filozofijo sodelovanja oziroma sodelovanja nadaljevali tudi v naslednjih letih. Kaj več o tem pa bomo seveda izvedeli strani tet iz ozadja. Zato znova vabim na oder Jeleno in Brino, da nam zaupata pravzaprav tisto, kar nas morebiti še za konec najbolj zanima. Kaj bo naslednje leto? Oziroma, ali gre projekt v 5. krog? Ja, jaz mislim, da smo danes pokazali, da nam gre sodelovanje izvrstno od rok, tako da ni druge, kot da nadaljujemo. Vidimo se septembra, ko bomo objavili nov razpis, čakamo nove izzive in pričakujemo še več sodelovanja. Mislim, da to si zasluži en velik krik navdušenja. Super, hvala še enkrat tetama iz ozadja in pa seveda hvala tudi vam. Bili ste odlična, čudovita publika. Sedaj pa nam preostane, potem ko smo ploskali, skakali, dvigovali roke, da mečkeno še skočimo na noge in seveda vas počasi povabimo na druženje v preddverju, ki bo potekalo ob kavi, rogljičku in čaju. Medtem ko seveda vse današnje goste vabimo tudi tule, da se pojavijo na odru, namreč čaka nas še eno fotografiranje. Kot rečeno, rogljičke, kavo in čaj pa je poskrbljeno v preddverju. Hvala še enkrat in prijeten dan še naprej.